Vzgoja za poklic je projekt, ki ga trenutno izvajamo v skavtski organizaciji. Izvaja se tudi v ostalih mladinskih organizacijah. Namen projekta je podvigati zaposljivost mladih. Ciljna skupina projekta so mladi, stari od 18 do 29 let. Udeleženci so se mogli najprej seveda prijaviti na sam projekt, potem smo imeli spoznavno srečanje z njimi. Na tem srečanju so spoznali, kako bo projekt potekal, in potem smo v bistvu že začeli z delom. Imeli smo 2 vikenda, v bistvu 2 vikend usposabljanja vzgoje za poklic, potem par delavnic. Zdi se mi zanimivo predvsem to, ker so se vključili v program ljudje zelo različnih starosti. Tudi naprimer nekateri, ki še ne iščejo zaposlitve, ampak so jim zanimive vsebine. Sicer sem šele na sredini svoje študijske poti, ampak zagotovo te kompetence, ki smo jih do zdaj pridobili, pa tudi še kakšne nove prav pridejo. Znotraj programa Vzgoja za poklic se bo izvajalo mentorstvo, ki smo ga v bistvu že začeli, imamo 10 mentorjev. Meni se je najbolj zdelo uporabno to, ker sem se srečala z mentorico, ker sva se v bistvu pogovorila čisto o takih mojih lastnostih, mojih kvalitetah. Mentorstvo v tem programu v bistvu želi vsakemu udeležencu ponuditi neko pot, da si lahko izdela akcijski načrt, torej določi neke kratkoročne in dolgoročne cilje, ki so povezani s poklicem in tudi z življenjem. Sicer potekajo vzporedno več aktivnosti, sedaj job shadowing oziroma delovna praksa, na kateri delodajalci ponudijo prostor našim udeležencem. Želimo mladim omogočiti to nek nabor nekih delavnic, veščin, ki jih lahko opolnomočijo ali pa pomagajo prepoznati kompetence, ki jim pridejo prav v življenju. Mislim, da je ta projekt zelo dober za mlade. Tudi sama sem pred svojo prvo zaposlitvijo bila vključena v nek drug projekt, ker pri skavtih takega projekta še ni bilo. In menim, da mi je tisti projekt pomagal, da sem drugače začela gledati nase, tudi na svoj nastop, na iskanje zaposlitve. Tako da mislim, da so taki projekti za mlade, sploh za tiste, ki prvič iščejo zaposlitev, zelo primerni in dobrodošli. Sicer pa bodo v 4 sklopih usposabljanj udeleženci dobili nekaj mehkih veščin, kot so komunikacija, timsko delo, spoznali se bojo s podjetništvom, kariernim menedžmentom, kako se pripraviti na razgovor, življenjepis.